Tudi v Sloveniji so kriza in z njo povezani varčevalni ukrepi vplivali na različne ekonomske in socialne pravice. Izjemno zaskrbljujoče je večanje števila revnih v Sloveniji. Za revne velikokrat velja mit, da so sami krivi za svoj položaj, v resnici pa je stopnja revščine velikokrat odvisna prav od odločitev držav. To ne velja samo za svet, ampak še kako tudi za Slovenijo. Kot kaže raziskava Inštituta za socialno varstvo, je nova socialna zakonodaja vodila v povečanje revščine. Takoj ob uveljavitvi zakona je bilo odobrenih socialnih pomoči za 10% manj kot samo mesec poprej. Tudi višina sredstev se je zmanjšala za veliko skupin, na primer za enostarševske družine, ki odplačujejo posojila za reševanje stanovanjskega vprašanja, nekatere družine z dijaki ter velike družine in za nekatere starejše osebe. Vsi ti podatki kažejo, da se je država torej odločila varčevati prav na plečih tistih, ki jim je vsakdanje preživetje že sedaj težko. Država se pri varčevalnih ukrepih ne bi smela osredotočiti prav na najbolj ranljive in prikrajšane ljudi ter jih s tem še bolj potisniti v revščino. Po mednarodnem pravu je država dolžna zagotavljati človekove pravice, ne glede na čas recesije ali ne, in poskrbeti, da imajo ljudje še naprej zagotovljeno socialno varnost, ustrezna bivališča, zdravstvene storitve, izobraževanje in hrano. Pod pragom revščine je leta 2011 živelo že skoraj 14% ljudi in glede na omenjene ukrepe že vemo, da bodo podatki za leto 2012 pokazali še večje število revnih.